Hitrejši, bolj dinamičen, še več različnimi vsebinami. Gol bo tole, ne, vendarle je rešila Laura Piket. V oddajah med sezono se bomo spominjali starih ligaških dvobojev. Brskali bomo po arhivu ženske članske reprezentance. Z 11 vprašanji bomo spoznavali naše nogometašice, ne bomo pa pozabili niti na aktualne vsebine. Spremljali bomo dogajanje v prvenstvu in pokalu ter dali poudarek tudi mlajšim selekcijam. V tokratni oddaji pa sezona se je začela z Evropsko Muro, nadaljevala pa s prvim ligaškim krogom. Po pestrem prestopnem roku bo Olimpija znova izvala prekmurske črno-bele. Dva najuspešnejša slovenska ženska kluba bosta obudila rivalstvo. Olimpija v zadnjih 2 sezonah ni bila konkurenčna Muri Noni. Lani je celo prvič drugi del prvenstva odigrala v drugem delu razpredelnice, kjer so se ekipe razvrščale od 4. mesta dalje. Za obuditev starih časov je poskrbel tudi prestopni rok. Iz Murske Sobote v Ljubljano sta se preselila Vladimir Kokol, ki je uspešno vodil Murašice, ter najboljša strelka slovenskega državnega prvenstva Ana Milović. Sem vesela, da sem nazaj v Olimpiji, v Ljubljani, blizu sem domu. Mogoče je pa tudi bil povod tega, da je pač trener prišel v Olimpijo in verjamem, da pod njegovim vodstvom lahko nekaj naredimo. Želje naše so, da čim prej in čim hitreje konsolidiramo ekipo, da bomo konkurenčni, da bomo se lahko merili z najboljšimi. Zmajčice so najprej izgubile status najboljše ekipe v prestolnici, zdaj pa v hrbet gledajo še Radomljam in tudi Primorju. Pa glede na to, da je prejšnjo sezono bila Olimpija na 5. mestu, nam je definitivno cilj, da popravimo rezultat prejšnje sezone. Normalno želje so visoke, da najmanj drugo, mislim, da bomo vsaj drugi, ker to vodi v Evropo. Mura se je odrekla nekaterim nosilkam, a že hitro v začetku prestopnega roka v svoj dres oblekla Adriano Mori. Seveda, ko pridejo te pomembne tekme, moraš biti na vrhuncu in mislim, da izkušene igralke, kot sem jaz in tudi ostale v ekipi, da lahko zelo pripomoremo za pozitiven rezultat. Ljubljansko-soboško rivalstvo je znova obujeno, kot v starih časih. Olimpija in Mura sta najuspešnejši slovenski ženski zasedbi v aktivnosti. 4-krat se je pripetilo, da sta se moštvi srečali že v prvem krogu, le enkrat, in to leta 2018 je bila Olimpija v vlogi branilke naslova. Mura takrat z imenom Pomurje Beltinci pa je imela jasen cilj vrniti se znova na vrh. Za Beltinčanke so denimo takrat igrale današnje reprezentantke Meršnik, Agre, Školbel in Makovec, pa prav tako legendarna strelka Tjaša Tibaut. Olimpija je imela močan napad, naveza Mori Milović. Napad za Beltince, brez nedovoljenega položaja in gol, 1-0. V Beltincih so imeli gledalci kaj videti. Hitro vodstvo domačih zadela je Špela Kolbel, je po slabe pol ure igre izničila Barbara Kralj, ki je pretentala zanko prepovedanega položaja in še preigrala domačo vratarko. Možnost in izenačenje, 1-1. Mreži sta nato do zadnjih 15 minut mirovali. Zaključek pa je bil prava nogometna poslastica. Ana Milović je zadela za vodstvo Zmajčic, to je bil njen 8. prvoligaški gol, na koncu sezone jih je imela 35. Beltinčanke pod vodstvom trenerke Nuše Ladinek so pokazale pravi karakter. Špela Kolbel je z drugim golom poravnala rezultat na 2-2. Junakinja tekme pa je bila rezervistka. Nelly Hoffman je imela takrat 17 let. Na zelenico je vstopila v drugem polčasu, na hrbtu pa je nosila številko 10, ki v nogometu nekaj pomeni. Tole sedaj lepa podaja in gol, 3-2. 87. minuta proti napad Beltincev, ki znova vodijo. Beltinčanke so nato popolno sezono končale brez remija ali poraza, s samimi zmagami. Letošnja ligaška sezona se je začela v nogometnem centru Velesovo, kamor je na gostovanje prišla Ljubljana. Srečala sta se Šegažon in Maribor Malečnik ter Krimpac Sabolit in Aluminij. Tekma, ki ste si jo lahko ogledali v televizijskem prenosu na Šport TV, je bila na sporedu v Športnem parku Svoboda med Olimpijo in Radomljami. Obračun Primorja, Tosle in Žalca je bil prestavljen ter bo odigran na ajdovskem mestnem stadionu 19. avgusta.
dvema velikima spremembama brez dolgoletne trenerke in brez prve napadalke so se igralke Ljubljane podale v letošnjo sezono. Prvi krog jih je peljal k Cerkljam, v Velesovem še nikoli niso izgubile. Domačinke so se čvrsto držale, a so vseeno morale na odmor za ostankom. Eurogol z prostega strela je dosegla Katjuša Keren. Ko je tekla prva minuta sodnikovega podaljška, je prednost podvojila Neža Trost. Odličen zaključek prvega polčasa ljubljanske zasedbe pa je potrdila Nika Pintarič. V slačilnice so nekdanje pokalne prvakinje odšle s 3-0. V drugem delu pa je pravo simultanko prikazala Neva Kumalič, zamenjala je Kajo Prelovšek in dosegla kar 4 gole zapovrstjo. Ljubljančanke so lovile najvišjo zmago proti Cerkljam. Lani so zmagale z 9-0, letos pa z enim zadetkom manj. Pod 8. gol se bo podpisala Neža Trost. Dosegla ga je v drugi minuti sodnikovega podaljška. Prisrčen pozdrav voščim prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli na Šport TV. Danes predstavljamo novost v naši ponudbi. V tekmovalnem obdobju 2026-27 bomo na naši televiziji prenašali eno tekmo na krog v ženski nogometni ligi Triglav, ki je sicer vstopila v 35. sezono. Branilke naslova iz zadnjih 7 sezon bodo začele v drugem krogu, derbi prvega pa je danes na sporedu v naši prestolnici, natančneje v športnem parku Svoboda, kjer se bo Olimpija Ljubljana pomerila z ekipo Radomlje Medex. Žoga strani za Radomlje, že izveden out Zoje Šrot, pa zdaj morda priložnost za Radomljanke in takoj že zadetek ob koncu 4. minute, vodstvo gostujočih nogometašic, strelka pa Maša Osojnik, takole mimo vratarke Laure Fiket. Lepo si je dala žogo okrog Špele Rozmarič, Osojnikova in potem tudi z zadetkom. Pritisk na vratarko in skoraj da napaka, pa vseeno, pogledajte, in gol bo tole, ne, vendarle je rešila Laura Fiket, dobro posredovanje. To je igrana kombinacija, no in priložnost je to za Olimpijo, vratnica. Špela Rozmarič je prišla do strela in nekaj sreče na koncu za Radomlje, ki bi lahko zdaj prišle celo do drugega zadetka. To da vidite, koliko je bila Natalija Globočnik hitrejša od nasprotnice. Prav v zadnjih trenutkih tekme je imela Olimpija najlepšo priložnost za izenačenje. V 95. minuti je Špela Rozmarič zadela okvir vrat z roba 16-metrskega prostora in Radomlje so prišle do zmage z 1-0. Ljubljana je na gostovanju premagala Cerklje z 8-0. Gol je odločil derbi med Olimpijo in Radomljami. Gažon je sezono odprl zmago proti Mariboru Malečniku z 1-0. Krimpc Bolit pa se je 7-1 znesel nad Aluminijem. Tekma Primorja, Tosle in Žalca bo odigrana 19. avgusta. 4 ekipe imamo na vrhu s 3 točkami: Ljubljano, Krim, Gažon in Radomlje. Preostale zasedbe imajo ničlo, tudi Muranona, ki je v prvem krogu počivala.
Naslednji krog se igra konec tedna, vse 4 tekme so v nedeljo. Muranona čaka Krimpet Sabolit, Ljubljana se v Šiški sreča z Gažonom. Aluminij bo nastopil proti Cerkljam, Žalec igra z Olimpijo, Maribor Malečnik pa proti Primorju Tosli. Muranona je v tednu pred začetkom prvenstva nastopala na turnirju Lige prvakinj. Napredoval je le zmagovalec. V polfinalu so naše prvakinje srečale romunsko Konstanto in izgubile, potem ko so imele prednost gola po zadetku Mateje Zver z prostega strela vse do zadnjih sekund dvoboja. Ostale so v igri za 3. mesto, ki še vedno zagotavlja evropske nastope, a so tudi na tekmi proti Hajduku izgubile. Njihove evropske poti je tako konec. Nismo dosegli tega, kar smo si zadali. Zadali smo si, da pridemo vsaj en krog naprej v kvalifikacijah. Žal se nam ni šlo, ampak smo se tako ali tako skozi same priprave soočali s veliko problemi, imeli smo veliko poškodovanih igralk. Na novo smo sestavljali ekipo, dejansko skoraj cela ekipa je nova. Menjali so nam trenera, morali smo se uigrati, tako da se mi zdi, da je bilo veliko nekih težav, ki so mogoče vplivali na to, da rezultat na koncu ni takšen, kot bi si želeli. Za slovenske klube pa ni še konec evropskih tekem. Prvič letos namreč smo imeli 2 moštvi v tekmovanjih stare celine. Radomlje bodo igrale v Evropskem pokalu, prav v tem tednu dobijo nasprotnika, s katerim se bodo pomerile v prvem kvalifikacijskem krogu 26. avgusta in 2. septembra.